V Mladinskem centru Dravinjske doline je v petek 5. aprila med 9. in 12. uro potekal Dan za spremembe. Gre za vseslovensko prostovoljsko akcijo, ki jo Slovenska filantropija v letu 2013 organizira že četrtič. Tema letošnjega dneva za spremembe je bila izmenjava predmetov, ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno življenje. Zbirala in izmenjavala so se oblačila in dodatki, kuhinjski pripomočki, gospodinjski aparati, pripomočki za prostočasne aktivnosti in drugi uporabni predmeti. Udeleženci dogodka so tako pobrskali po svojem domu in v prostore Mladinskega centra Dravinjske doline to dopoldan prinesli, kar sami ne potrebujejo več, nekomu drugemu pa bi lahko koristilo. S tem dejanjem so dokazali, da imamo s prostovoljstvom moč stvari spreminjati na bolje, tudi le z drobnimi dejanji. V prireditveni dvorani MC Patriota v Slovenskih Konjicah so v okviru Art Patriota galerija odprli še eno zanimivo fotografsko razstavo, in sicer avtorja Roka Rebernaka. Razstava na temo Narava bo na ogled do konca junija. Program Art Patriot je postavljen z namenom spodbujanja kulturne raznolikosti in kvalitete na področju slikarstva in fotografije, filma in jazz glasbe. Mladim z različnimi vrlinami iz širše lokalne skupnosti omogoča, da se predstavijo s svojimi unikatnimi izdelki. V Mladinskem centru Dravinjske doline v sklopu programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija, gostijo 3 nove EVS prostovoljce. Tomaž Zogata iz mesta Brno na Češkem se jim je pridružil v marcu po zaključku študija gradbenega inženiringa, obožuje šport, glasbo in gore. Iz Turčije sta v aprilu prišla še Elif Kojunčuk iz mesta Osman Gazi in Canberk Turan iz mesta Kunak. Elif je diplomirala iz bioinženirstva in ima mnogo hobijev: ples, tango, kolesarjenje, znanost in poleg turščine govori še 2 tuje jezika, nemško in angleško. Canberk pa je diplomirani biolog, ki želi spoznati svet in obožuje vse o filmu, glasbi in naravi. V Konjiškem mladinskem centru bodo sodelovali pri izvedbi kulturnih dogodkov in pri izvajanju različnih projektov. Z novimi prostovoljci se lokalni mladini obeta široka paleta novih aktivnosti. V Mladinskem centru Dravinjske doline so med prvomajskimi počitnicami za mlade pripravili 2-dnevni program spomladanske šole kreativnosti. Pri pripravi in izvedbi so sodelovali evropski prostovoljci, ki v Slovenskih Konjicah gostujejo v okviru programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija. Udeleženci so prvi dan z Elif Kojunčuk in Canberkom Turanom iz Turčije spoznavali skrivnosti in zakone narave. Drugi dan pa je minil v duhu medkulturnega češko-turškega dne. Poleg že omenjenih EVS prostovoljcev je aktivnosti vodil tudi Tomaž Zogata iz Češke. Mladi so pripravljali in preizkušali tradicionalne jedi iz obeh držav in se seznanjali z likovno in filmsko umetnostjo. Drugi dan je bil izveden v okviru aktivnosti projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija v programu Progress. Mladinski center Dravinjske doline je na srednji poklicni in strokovni šoli Zreče in na gimnaziji Slovenske Konjice izvajal delavnice, urice medkulturnega dialoga. Aktivnost je potekala v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija v programu Progress. Mladim so približali temi romska kultura in LGBT skupnost. Razmišljali so o predsodkih in stereotipih različnih kultur, ki se razlikujejo od večinske, in snovali politike, kako ukrepati na obeh področjih. Na uricah je sodeloval tudi Mitja Blažič iz društva Informacijski center Legebitra iz Ljubljane. Zelo pomembno je ustvarjati in uresničevati pogoje, da se bo lahko v družbi realiziral vsak posameznik, ne glede na spolno usmerjenost in identiteto. V prvem aprilskem tednu so člani Mladinskega sveta občine Slovenske Konjice v Mladinskem hotelu v Celju s finančno podporo programa Evropske komisije Mladi v akciji izvedli tečaj usposabljanja We Are Europe. Projekt je potekal v Celju, ker v Slovenskih Konjicah ni ustreznih prenočitvenih kapacitet. Namen projekta je bil seznaniti udeležence z možnostmi, ki jih prinaša Evropska unija, kako pridobiti finančna sredstva za izvedbo različnih programov oziroma projektov. Na tečaju je bilo 24 udeležencev iz Hrvaške, Turčije, Romunije, Italije, Španije in Slovenije. Mladinski delavci Mladinskega centra Dravinjske doline so se udeležili usposabljanja na temo izvajanja aktivnosti za spodbujanje medkulturnega dialoga. Usposabljanje je potekalo v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress.
Udeležencem iz različnih slovenskih mladinskih centrov so v MC Trbovlje posredovali znanje za izvajanje uric medkulturnega dialoga, ki se v tem času izvajajo v srednjih šolah v vseh 12 statističnih regijah v Sloveniji. Teoretični uvod v izvajanje aktivnosti so prispevala društva Legebitra, Rozana in Zveza Romov Slovenije.